Danes je bil na Gospodarski zbornici Slovenije podpisan partnerski sporazum kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu. Kakšni so cilji tega projekta in kako načrtujete njegovo izvajanje? V projektu kompetenčnega centra za lesarstvo smo si nekje zastavili cilj v okviru partnerskih podjetij, se pravi 19 vključenih podjetij v kompetenčni center za lesarstvo, se pravi na nivoju partnerstva realizirati v obdobju trajanja projekta 1800 vključitev v zunanja usposabljanja oziroma 331 vključitev v notranja usposabljanja. Se pravi, osnovni cilj in namen nekako sovpada z osnovnim poslanstvom tega projekta, to je nekako razviti usposabljanje znotraj panoge, ga na nek način skozi možnost, ki jo daje ta projekt, tudi prilagoditi panogi, se pravi približati lesarski dejavnosti. Seveda tukaj računamo na veliko aktivnost in sodelovanje partnerskih podjetij, ki so v dosedanjih aktivnostih, moram priznati, izkazala kar nekaj zanimanja in tudi interesa, tako da nekako obeti za delovanje centra so dobri. Verjamem v iskrene namene in sodelovanje. Seveda bomo pa ob priložnostih tudi poročali o naših realizacijah zastavljenih ciljev. Torej, kompetenčni center je v principu že zaživel. Prepričan sem, da bo ta projekt uspešen. To je eden prvih skupnih projektov v naši lesarski branži. Torej, bili smo zelo uspešni na tem javnem razpisu, dobili smo od vseh teh skupin, ki so bile uspešne, največ sredstev. Sodeluje 19 podjetij in računam, da bomo preko tega kompetenčnega centra dejansko izobrazili dodatno svoje ljudi, ki bodo lahko kos vsem zadevam, ki se danes dogajajo zlasti na trgu, pa tudi znotraj posameznih podjetij. Zakaj pravzaprav danes kompetenčni centri za kadre, v čem je njihova priložnost? V bistvu skupaj z Ministrstvom za delo smo želeli oblikovati en program, ki bi povezal podjetja iz panoge, določali neke prioritete pri usposabljanju svojih zaposlenih, to tudi izvedel in nam pomeni po eni strani pomembno izkušnjo za to, kako oblikovati politike oziroma nameniti sredstva tudi v prihodnje. V tej luči se zdaj izvaja že drug razpis. Prvi je potekal med leti 2010 in 2013, zdaj drug bo trajal v bistvu 2 leti pa pol izvajanje in v tem času upamo, da bojo podjetja se uspešno povezala v smislu, da najdejo neke skupne točke, da bojo našli tudi skupne točke v smislu slovenskega ali pa njihovega lastnega interesa in izpeljala neko, recimo temu, zgodbo o uspehu oziroma zgodbo o uspešno porabljenih sredstvih iz naslova Evropskega socialnega sklada.